Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. V nocojšnji oddaji Pokličite župana bomo pod drobnogled vzeli občino Mirna Peč, ki je po več kot 10 letih dobila letos novega župana. Tako je danes prvič z nami v studiu župan Andrej Kastelic. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dober večer. Občinski svetnik ste bili 2 mandata, bili ste podžupan s pooblastili župana, preden ste bili izvoljeni za župana. Tako da delovanje občine, občinske uprave ste dobro poznali že prej, pa vendarle se je kaj spremenilo, ko ste bili dejansko izvoljeni za župana? No, verjetno se je kar nekaj spremenilo. Sicer sem poznal tako delovanje občinske uprave, samo občinske uprave in pa tudi samo občino, kajti 2 mandata sem bil svetnik, v prejšnjem času v krajevni skupnosti tudi svetnik, tako da sem videl razvoj same Mirne Peči, vendar z prevzetjem funkcije, z pooblastili župana se je potrebno bilo začeti resnega posla, tako da sem že takrat dejansko zakorakal v aktivnosti, ki so se odvijale v Mirni Peči, ki pa v zadnjem času so kar velike, predvsem na področju investicij. Z izvolitvijo župana se je pa to normalno še bolj nadaljevalo, tako da nekega prehodnega obdobja med funkcijami skoraj ni bilo in takoj naslednji dan, ko je bilo vodilitev konec, sem moral krepko poprijeti za delo, kajti rebalans proračuna je bil sprejet in naloge so bile nam zastavljene. Župansko funkcijo opravljate nepoklicno. Kako usklajujete delo v podjetju s županovanjem? Župansko funkcijo opravljam nepoklicno, kajti v podjetju, v katerem sem zaposlen že preko 30 let, mislim, da bi bilo neodgovorno, da bi zapustil podjetje, kajti tudi tam je potrebno neko vodenje in v zadnjem času tudi vodstvene funkcije opravljam. Potrebno se je dobro organizirati. Določen čas opravljam v podjetju in sicer največ del časa v podjetju, na občini se pa pojavljam takrat, ko so uradne ure, ob sredah, ko je podaljšan delovni čas, pa tudi v popoldanskem času in pa za vikende sem na razpolago tudi občanom. Pa razmišljate, da bi imenovali podžupana, da bi vam bilo delo lažje? V sedajnem rebalansu proračuna tudi nimamo postavke za podžupana. Verjetno bo potrebno razmisliti tudi glede na zadnje obdobje, kajti intenzivno delo, ki se dogaja, bo potrebno tudi dopolniti z kakšnimi funkcijami, ki bi jih lahko upravljal podžupan oziroma bi mene nadomeščal v času takrat, ko sam ne bi mogel. Preden nadaljujeva, naj še spomnim gledalke in gledalce, da imate zdaj možnost, da pokličete v studio na telefonsko številko 0739 30 868 in župana Andreja Kastelica sami vprašate tisto, kar vas zanima. Pred volitvami ste omenili, da če boste izvoljeni za župana, boste nadaljevali že začetimi projekti. Nekje v spredju je izgradnja nove šole z vrtcem. Se dela že bližajo koncu? Res je tako, obljubil sem, da bom nadaljeval, kar je popolnoma normalno, verjetno bi tudi moj protikandidat tudi nadaljeval s tem, kajti osnovna šola je vitalnega pomena za Mirno Peč. Stara osnovna šola je v slabem stanju in tudi prostorsko zelo omejena, tako da je nujno potrebno bilo zgraditi novo osnovno šolo. To smo začeli graditi že v lanskem letu. Začeli smo z prvo fazo, ki zajema izgradnjo osnovne šole, vrtca, kotlovnice in pa tudi zunanje ureditev. V zdajšnjem obdobju, trenutno sedaj, se zaključujejo dela inštalacijska in gradbena dela. Tudi za zunanje ureditev je izbran izvajalec in je tudi že pričel z deli. Ravno v tem času zbiramo ponudbe in izvajalca za notranjo opremo in z vsemi temi investicijami bo zaključena in zaokrožena prva faza izgradnje osnovne šole. V zunanji ureditvi smo tudi določeno spremembo opravili, tako da smo z spremembo tudi gradbenega dovoljenja bomo izgradili igrišče nekje v velikosti rokometnega igrišča, tako da bojo otroci lahko igrali tudi ob sami osnovni šoli, dokler ne bo zgrajena telovadnica in ne bo potrebno hoditi v staro telovadnico. Tudi zaradi varnosti je to boljše. Omenjali ste opremo, nekaj boste iz stare šole prenesli, ostalo pa novo?
Seveda v času sedanjem gospodarske in te finančne krize se moramo tudi občine obnašati racionalno in vse tisto, kar je dobrega v stari osnovni šoli in še uporabnega, bomo prenesli v novo osnovno šolo, tako za same učilnice, kot tudi za vrtec. Pri tem moram poudariti, da je nam zelo dobro v pomoč prišel ravnatelj osnovne šole, ker je aktivno sodeloval tako pri samem opremljanju, kot tudi pri izgradnji in pokazalo se je, da je človek, ki ima izkušnje tudi v samih investicijah. Kdaj bodo potem lahko šolarji in vrtičkarji v novih prostorih? Ja, glede na vse to računam, da bomo z to gradbeno fazo zaključili nekje v juliju mesecu, potem zunanje oprema nekje tam v septembru in pa še tudi notranja, tako da računamo, da proti koncu koledarskega leta računamo na preselitev. Zdaj, točnega termina težko rečemo, pridobiti bo treba še gradbeno uporabno dovoljenje, vendar mislim, da ne bo zapletov, tako da bomo pred novim letom opravili selitev v nove prostore. Kaj pa stara šola, je že kaj znano, kaj se bo tam dogajalo? Stara šola, iščemo neke interesente oziroma razmišljamo, kaj bi bilo. Več možnosti je tako, da bi mogoče v tej šoli dobila društva nek prostor, potem tudi na starostnike smo razmišljali oziroma za starejše občane neko obliko, tako da intenzivno okrog tega razmišljamo in upam, da bomo v nekem doglednem času najdli neko pametno rešitev, ki bi bila dobro tako za samo občino, kot tudi za same občane. Kot ste že omenili, je izgradnja šole z vrtcem prva faza tega projekta, druga faza je pa športna dvorana. Je že kaj jasno na ravni države, bo denar za ta projekt? Kakšnih dosti natančnih informacij okrog tega nimamo, vendar mi le računamo, da bomo tako nekako je tudi naše obljubilo, v 2013 pristopili k izgradnji in pa do konca mandata nekako izgradili tudi športno dvorano. Seveda se bomo poskušali obrniti tudi na državo, iskali bomo pa kakšne druge oblike tudi. Podobno kot smo tudi v tej šoli zgradili kotlovnico z javno-zasebnim partnerstvom in sicer kotlovnico na lesno biomaso. Tako da bomo tukaj vključili obnovljive vire energije, kajti v našem okolju je gozdnatost kar velika, preko 60%. Občina ima sicer velike načrte tudi v industrijski coni Dolenja vas, tam prvi investitor že gradi. Kako daleč so dela, kdaj bo lahko zagnal svoje podjetje? Ja, industrijska cona je ena od zelo pomembnih, nekako smo uspeli zaokrožiti z tem konzorcijem, opraviti tudi komasacijo, tako da so parcele jasne. Zdaj vse dejavnosti še niso določene, kaj se bo dogajalo, vendar kar nekaj investitorjev se je že odločilo, da bi tukaj investirali. Ravno v tem času pridobimo gradbeno dovoljenje za sekundarno infrastrukturo. Dogovorili smo se tako, ker občina denarja nima, da bojo investitorji izgradili sekundarno infrastrukturo, potem bomo pa pri poračunu komunalnega prispevka z odločbami to med sabo nekako poravnali. Ker na ta način bomo lahko dosti hitro prišli do opreme, sekundarne opreme, kajti investitor, ki se je odločil oziroma že tudi pridobiva gradbeno dovoljenje, mislim, da je ravno v tem času bo zaprosil za gradbeno dovoljenje za postavitev hale, računa to postavitev opraviti do konca leta in tudi pridobiti uporabno dovoljenje. To je izredno pomembno za nas, kajti 40 delovnih mest, ki jih obljublja, bo za našo občino veliko pomenilo, tudi v sedanjem času verjetno vsako delovno mesto šteje. Razmišljamo tudi v tej smeri in smo tudi z investitorjem se dogovarjali, da bi poskušal zaposliti čim več tudi iz našega okolja, seveda, če bojo imeli ustrezen profil kadra, ki ga bo on potreboval. Pa je še kdo zainteresiran, še kakšno podjetje, da bi gradilo v tej coni? Ja, tudi zdaj že kar 3-4 podjetja razmišljajo okrog tega, tudi naš domači podjetnik je eden, ki se intenzivno odločanje računa že v drugem letu takoj, potem z pripravami na gradnjo hale, oziroma proizvodne hale. Ta teden ste na občinski seji potrdili merila za odmero komunalnega prispevka. Kaj prinaša ta odlok? Sprejeli smo dva pomembna odloka in sicer en splošni odlok in s tem odlokom tudi program opremljanja za splošno infrastrukturo v sami celotni občini Mirna Peč. Drugi odlok se je pa nanašal na sekundarno opremo v
industrijski coni. In ta sekundarna oprema potem, tukaj se je določilo z nekimi planskimi cenami, koliko bo moral nekdo, ki bo prišel v to cono in ni sodeloval pri izgradnji te infrastrukture, plačati občini Mirna Peč ta komunalni prispevek. Kajti, ko bojo investitorji izgradili to sekundarno infrastrukturo, bojo to prenesli na občino. Tako da bo takrat občina lastnik te infrastrukture in potem bo ona zaračunavala tistem, ki niso sodelovali po tem odloku. Tisti, ki so pa sodelovali, se bomo pa med sabo poračunali z vložki, ki so jih opravili v tem času. Velik del proračuna sta tudi gradnja in obnova vodovoda, kanalizacije. V severnem delu občine se zaključuje zdaj gradnja vodovodnega omrežja. Za kako veliko naložbo je šlo, kaj pravzaprav ste zgradili? Voda, vemo, da je osnovnega pomena za življenje in tudi lokalna skupnost je dolžna, da predvsem oskrbo za vodo, skrbiti za to oskrbo za vodo, čim bolj kvalitetno vodo. Mi imamo tudi to srečo, da imamo lastno vrtino in dost kvalitetno vodo in en del Mirne Peči že dobiva vodo iz našega črpališča, naše vrtine. V tem času zaključujemo vodovod v severnem delu, to je kar investicija tam preko 800 000 evrov. Primarni del je zgrajen, ravno v tem času delamo popis za sekundarno omrežje in tudi program opremljanja pripravljamo in s programom opremljanja bomo opravili izračun in potem določili nekako možnosti, koliko bomo v letošnjem letu zgradili teh sekundarnih priključkov, koliko pa v drugem letu. Ta sredstva so bila pridobljena tudi zunaj, nismo vse sredstva pripravili oziroma zagotovili iz proračuna. Drugi pomemben del okrog vodovoda pa je Suhokranjski vodovod. Tega skupaj gradimo še z ostalimi občinami, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Dobre Polje in Kočevje. Tako da je ta investicija kar velika, mislim, da celotna investicija gre preko 30 milijonov. Na nas odpade nekaj čez 4 milijone. Tam 80% sredstev bomo dobili od države in iz evropskih skladov, ostalo pa bomo zagotovili iz lastnega proračuna. In na ta način, ko bomo zgradili ta Suhokranjski vodovod, bomo nekako zaokrožili celotno izgradnjo vodovodnega omrežja in s tem zagotovili zdravo pitno vodo za vse občane. Tudi za tista področja, ki sedaj še vode nimajo. Spravi, potem bodo dobili vsi občani pitno vodo. Kaj pa področje kanalizacije? Zdaj zaključujete gradnjo v Globodolski dolini? Kanalizacija v Mirni Peči imamo 3 čistilne naprave. Ena je centralna čistilna naprava v Mirni Peči, ki jo je možno tudi razširiti in imamo pridobljeno že gradbeno dovoljenje za možno širitev, predvsem glede na investicije, ki se bodo dogajale v stanovanjskih pa industrijski coni. Druga večja čistilna naprava je v Globodolski dolini in ravno v tem času zaključujemo še zadnjo vas v Globodolu, tako da bodo v letošnjem letu se lahko priključili vsi občani iz te doline na čistilno napravo. In pa še ena manjša čistilna naprava na Šrangi, kjer se oskrbuje novo naselje in pa tudi star del Šrange, naselja Šrange. Kako pa bo se druge poskrbeli za to, tam, kjer še ni? Tako je, normalno vemo, da nas čaka še veliko dela na tem področju, tudi neki roki so postavljeni, ki verjetno bodo težko izvedljivi, vendar ne glede na to moramo v občini resno razmišljati okoli ureditve kanalizacije tudi na drugih področjih. V tem času smo že, v proračunu, v rebalansu zagotovili sredstva za študijo, ki nas bi nekako vodila, kako v drugih naseljih opraviti čim bolj racionalno izgradnjo kanalizacije, ker tehnologija na tem področju se spreminja in poskušali bomo slediti temu, ali bo šlo za kakšno manjšo čistilno napravo ali za posamične ali skupinske čistilne naprave. Verjamem, da ta študija bo nam nekako te rešitve dala. Tudi sedaj v tem obdobju pa, če nekdo se odloči za svojo čistilno napravo, pa tudi pomagamo z subvencijami v občini. Se lahko javi na razpis in dobi tudi določena sredstva, ki mu omogočajo lažjo izgradnjo te čistilne naprave. Mirna Peč je sicer veliko pridobila z izgradnjo avtoceste, nekako pa je ostal ta grenak priokus, ker določena dela še niso končana. Vemo, da je zaradi težav izvajalcev so zastala dela pri pokritem ukopu, s tem tudi pri mirnopeški navezovalni cesti.
Je že kaj novega na tem področju? Približno 2 leti že dela stojijo. Tako je. Že 2 leti in tudi jaz ravno v času kandidature sem povabil tudi resornega ministra in se je udeležil te in dal določene obljube, verjetno bo poskušal jih tudi izpolniti, vendar razmere take, kot so sedaj. Razumemo, da so težave, vendar ne glede na to je to ta rak rana, ki jo v Mirni Peči imamo. Avtocesta, priključek nam je veliko dal za razvoj, vendar zadeve zdaj zaradi te neizgradnje tudi malo stojijo oziroma ne morejo s takim tempom naprej, kot bi šle. Mi smo z dopisi seznanili Dars in sicer argumenti so kar močni. En argument je ta, da se priključna cesta, ki bi mogla biti zgrajena tam, kot je, izvoz iz avtoceste ne gre, gre preko naselja, kar je zelo moteče za stanovalce in oni vprašanje, koliko časa bodo še zdržali, da ne bodo kakšne druge ukrepe sprejeli. Potem z otvoritvijo osnovne šole bodo otroci ravno blizu te sedaj ceste, ki se vozi promet in mislim, da to je nedopustno, da se lahko tudi kakšna nesreča zgodi. Potem radi bi razvijali stanovanjsko cono, ki je pogoj, da je priključna cesta zgrajena in pa tudi sama industrijska cona nujno rabi določen dober servis tudi prometne infrastrukture. Tako da argumentov je veliko, ki kaže na to, da je res potrebno zgraditi ta pokriti ukop. Jaz upam, da bo res čim prej prišlo do same izgradnje, verjetno samih fizičnih del za dokončanje projekta ni potrebno toliko, verjetno je pa precej težav pri sami dokumentaciji. Pa ste dobili kakšen odgovor že? Sedaj še ne, ker ravno na Darsu imajo še določene težave, ampak so kar ne zapleti okrog samega odgovornih in jaz verjamem, da bomo tukaj izkoristili tudi možnost, ki jo imamo poslanca iz naše občine, da bo nam pomagal, da bi lahko lažje čim več vrat odprli in res najdli pravi odgovor na to vprašanje, ki je sigurno v zdajšnjem času najbolj pereč v Mirni Peči. Predvsem za tiste okoliške prebivalce. Za tiste okoliške ljudi, ki so dejansko obremenjeni že toliko časa, ne 2 let. Gradbišče je tako ostalo, kot je bilo zapuščeno in mislim, da stališča varnosti, stališča hrupa in vseh teh je nujno potrebno nekaj narediti. Občina se je lotila izdelave nove celostne podobe. Zakaj ste se odločili za to? Kaj prinaša ta nova podoba? Že dolg časa je v Mirni Peči bila želja, da bi nekako uredili celostno podobo. Sicer smo imeli neke informativne table, ampak vsaka je bila po svoje nekako narejena. Odločili smo se, da poskušamo izkoristiti znanje v Mirni Peči in smo nekako izbrali mlade študente arhitekture, ki so pokazali dobro voljo in se res zakopali izredno v ta projekt in v roku tam 4 mesecev nam pripravili neko celostno podobo, predstavili so jo na občinskem svetu. Mislim, da so bili vsi svetniki navdušeni, da potem res bomo dobili neko prvič te informativne table v centru Mirne Peči, potem pa tudi v vseh vaseh, glede na velikost vasi, bi neka kontinuirana predstavitev bila tako na informativnih tablah, kot tudi na plakatnih mestih. Ta celostna podoba nekako naj bi bila v smislu glasbe, literature, tako da bi na ta način poskušali se nekako oddolžiti tudi našima tako častnima občanima, kot tudi pomembnima Slovencema, gospodu Lojzetu Slaku in pa gospodu Tonetu Pavčku. In to bomo poskušali še nadgrajevati in jaz mislim, da bo nam v Mirni Peči tudi na ta način bila večja prepoznavnost. Kdaj pa boste začeli te informativne table postavljati? Že zdaj ob občinskem prazniku? Zdaj prvo tablo računam, da bomo postavili že v času občinskega praznika. Vse smo tako natempirali in mislim, da bo nam uspelo. Potem bomo postopoma nadgrajevali najprej večje vasi, kot je Globodolska dolina, Šentjuri. Tam tudi razmišljamo o imamo na nekem razpisu, smo se poskušali javiti za celostno ureditev samega naselja in bomo tudi to poskušali tam opremiti. Tako da potem bi pa poskušali še tudi v ostalih vaseh, tudi te informativne table in pa tudi plakatna mesta, da bo nekje določeno neki red, kaj se lahko kje nalepi. V Mirnopeški občini je sicer močno razvito tudi kmetijstvo, predvsem živinoreja. Kako v luči današnje gospodarske krize gledate na nadaljnji razvoj kmetijstva v občini? Ja, v Mirni Peči je kmetijstvo izredno dobro razvito in tukaj se vidi, da so pridni ljudje. Neobdelane zemlje v sami Mirni Peči ni. Tudi, če je na razpolago kakšna
kakšen ar oziroma hektar zemlje se zelo hitro najde nekdo, ki to pridno obdeluje. In tudi izven naših meja naši kmetje obdelujejo. Tako da je pa najbolj v razvoju oziroma najbolj razvita živinoreja in pa tudi pridelava mleka. V zadnjem času se je tudi na področju sadjarstva kar precej razvilo. Ta kriza sedanja verjetno tudi za kmete ni ne vem kako dobrodošla in najbrž bo potrebno razmišljati tudi o kakšni drugi kmetijski dejavnosti, predvsem v smislu samooskrbe. Tukaj jaz verjamem, da bo tudi država pristopila nasproti, da bi tudi tisti manjši kmetje, ki so s svojo pridnostjo in tudi možnostjo, ki jo imajo, tukaj pristopili v temu sklopu samooskrbe in tudi na ta način dobili neko dopolnitev v teh dejavnostih za lažje preživetje, kajti delovnih mest vemo, da jih ni dovolj oziroma se tudi v tem času tudi marsikakšno delovno mesto tudi izgubi. Vendar z pridnostjo, ki je v Mirni Peči, jaz mislim, da tukaj so ljudje res pridni, mislim, da ni bojazni, da ne bi bila ta zemlja obdelana in tudi iz tega naslova ljudje nekaj zaslužili. Z razpisi in subvencijami pa že pomaga občina za letos, kako je? Tako je, vsako leto do sedaj dajemo razpise za subvencije, predvsem za kmetijsko mehanizacijo. V letošnjem letu je bil že razpis, tako da sredstva so že razdeljena, je kar nekaj sredstev, mislim, da ga tam preko 40.000 evrov. Potem smo tudi na področju razvoza gnojevke, kajti vemo, da tu je v kraju kar preveč problem v času, takrat, ko se vozi, če je tako vreme, smo določena namenska sredstva dali tudi kot subvencijo za razgradnjo gnojevke in to je vsak, ki ima to lahko s pridom izkoristi in dobi cenejše te artikle, ki pomenijo boljše razgradnje oziroma boljše življenje v okolju Mirne Peči, predvsem iz ekološkega vidika. Ko ste omenjali to gnojevko, je še v igri bioplinarna v industrijski coni? Ne, zaenkrat v industrijski coni kot bioplinarna ni več v opciji, tam so mišljene druge dejavnosti. Sicer pa občina praznuje svoj občinski praznik, dogodki so se že začeli, približno 30 se mi zdi, da ste jih pripravili. Kaj je bila rdeča nit pri pripravi dogodkov oziroma na čem je bil poudarek? Tako je, občinski praznik se je že začel z današnjim dnem. Jaz sem ravno danes sprejel najbolj pridne oziroma uspešne učence iz osnovne šole Mirna Peč. Mislim, da smo lahko ponosni, da imamo tako pridne učence, ki so tudi državni prvaki v posameznih znanjih in tudi v teh znanjih, ki so potrebni za upise. Naprej je osnovna šola Mirna Peč dosegla boljše rezultate oziroma kot je slovensko povprečje. Tako da kljub temu, da imamo staro osnovno šolo, imamo dober kader in tudi učitelje in mentorje, da so učenci še vedno tudi dobri. Osnovna oziroma rdeča nit našega praznovanja v letošnjem letu smo zastavili tako, da bi res osrednjo prireditev dali na nek dan, ki bi za neko pomembno obletnico označil in to bi bilo v letošnjem letu praznovanje 110-letnice prostovoljnega gasilskega društva Mirna Peč. In ta dan, to bo 24. junija, naj bi se osrednje prireditve tudi dogajale. V tem dnevu bi bila še ena od zelo pomembnih oziroma dve prireditve, to je državno prvenstvo v kolesarska dirka, tako za mladince kot tudi za člane. Tu bi bilo v tem dnevu slavnostno sejo, predvidevamo v petek 22. junija in na tej slavnostni seji bomo tudi letošnjo leto podelili priznanja občine Mirne Peči. Omenjali ste gasilce, ob tej priložnosti, ko praznujejo 110 let svojega društva, so obnovili tudi gasilski dom? Tako je, obnovili so gasilski dom, fasado so obnovili, potem, ko omenjamo že gasilce, ne smemo pozabiti tudi še eno obletnico, sicer je bilo samo 30-letnica, to je bilo prostovoljno gasilsko društvo Jablon, to je že praznovalo, vendar 110-letnica je le častitljiva obletnica, tako da je pomembna. V Mirni Peči smo imeli še tudi eno zelo pomembno obletnico, ki pa je majčken pred praznikom bila, to je bilo 9-letnica župnije Mirna Peč. Mislim, da je bilo zelo pozitivno sprejeta in pa tudi udeležba zelo velika samih občanov in župljanov, tako da so res pokazali, da Mirno Peč imajo radi in jo tudi spoštujejo.
Se pravi, letos leto obletnic. Ja, tako je. Letos je res leto obletnic takih častitljivih in jaz mislim, da bodo ljudje so se tudi in da se bojo tudi udeležili tega praznovanja in na ta način počastili nekako vse te obletnice in pa tudi tiste, ki so zaslužni, da so te obletnice toliko časa uspevale. Te dogodke, ki ste jih omenjali, ti se začnejo prihodnji teden. Kaj pa ta konec tedna? Kaj je tisto pomembno, česar občani ne smejo zamuditi? Ja, ta konec tedna je glavno posvečeno zaključku osnovne šole, to je danes je tudi v leta osnovnošolcev, potem v petek imamo zaključek Cepetavčka, vrtec zaključuje z svojimi in bo tudi to obeležil z svojimi prireditvami. No, v soboto imamo pa že kar neke prireditve in sicer v smislu, mislim, da v soboto pridejo že, čakajte, že kakšno pozabo, lahko tudi pogledam, imajo potem že tekmovanje z zračno puško, streljanjem, lovci imajo osnovno prireditev, ki se nadaljuje potem zvečer z turnirjem košarkaških trojk na področju prostovoljnega gasilskega društva Jabla. Tako da je tu potem v nedeljo se pa potem naprej nadaljuje z ribiškim tekmovanjem, potem z kuhanjem pasulja popoldan, tako da in pa z nogometnim turnirjem. In potem pa še naslednji teden, vsak dan nekaj, sigurno se bo nekaj najdlo za vsakega, ki pač želi obiskati te prireditve. Mogoče, kdo bo kuhal pasulj? Tudi vi? Mislim, da bom jaz prišel bolj na poskušino kot pa na kuhanje. Športno društvo Poljane, to je dosti aktivno, ono bo to prireditev pripravilo. Kdaj je ta dogodek? Ta dogodek je v nedeljo ob 14. popoldan. In se potem nadaljuje cel popoldan. Se pravi, kdor želi dobro jesti, pa saj vohati te pasulje. Te dobrine bo tam sigurno lahko dobil in tudi poskusil. In s povabilom na te dogodke v občinskem prazniku bova tudi zaključila današnji pogovor. Žal se je čas iztekel. Hvala vam za vaš obisk, za vaš prvi obisk v našem studiu in seveda tudi za vsa pojasnila. Hvala tudi vam in še enkrat lepo vabljeni na vse prireditve, kajti na ta način boste vsem tistim, ki so se potrudili, da so prireditve pripravili, dali neko priznanje oziroma jih na ta način vzpodbudili še za delo vnaprej. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa hvala za pozornost in želim vam lep preostanek večera.